Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjene gostje, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na literarni matineji, ki jo bomo posvetili knjigi Andreja Rustja Nemo žalovanje. Gre za izjemno pomembno delo, ki osvetljuje eno najtišjih, a najglobljih bolečin, izgubo otroka zaradi spontanega splava. Knjiga ne ponuja zgolj razumevanja te izkušnje, temveč tudi sočutno oporo in smernice za soočanje z izgubo. Z nami so danes avtorica knjige Andreja Rustja, kardiologinja in psihoterapevtka Tatjana Zorko, ki nam bo osvetlila vpliv žalovanja na telesno zdravje, in psihoterapevtka in vodja programa žalovanja odraslih, otrok in mladostnikov pri društvu Hospic Tamara Zemljič-Radovič. Lep pozdrav vsem trem. Cenjene gostje, lepo pozdravljene. Na naslovnici knjige Nemo žalovanje je upodobljena počena skleda. Popravljena pa je s tehniko kintsugi. Gre za starodavno japonsko umetnost popravljanja razbite keramike z zlatim prahom. Taka posoda je tudi simbol, ki vas je posebej nagovoril pri tej knjigi. Kaj je tisto, kar sporoča? Ja, zares. Takole. Ta posoda, ki je tudi na sami naslovnici, dejansko govori o tem, da tudi nas včasih življenje razbije, da nas včasih pretrese, ampak da navkljub tem razpokam ali pa navkljub tem, recimo, manjkom, ki se potem seveda lahko popravijo z zlatim prahom, ni nič takšnega v našem življenju, česar bi se mogli prav posebej sramovati in da nas take težke preizkušnje, tudi preizkušnja splava ali pa mrtvorojenega otroka, lahko dejansko naredi močnejše, lepše in drugačne. Je pa to proces. Knjiga Nemo žalovanje odpira temo, ki je v knjigi pogosto, v družbi pogosto tabu, o tem se ne govori. Kaj vas je spodbudilo k pisanju? Lastna izkušnja, dve pravzaprav. Gre za to, da je dejansko splav, spontani splav, ena izjemno težka preizkušnja, o kateri smo vsi sila tiho. Zdi se, da je na nek način celo sramota. In jaz sem tisti čas živela v Berlinu in to je bil tudi najtežji čas ali pa najbolj strog čas korone. In eno z drugim je dejansko pripeljalo do tega, da sem bila precej sama in da sem začela iskati neke podporne skupine, ljudi, literaturo, karkoli bi lahko koristilo k razumevanju tega procesa žalovanja. In žalostno dejstvo je, da je bilo tega sila malo. In potlej, ker sem še delala v Ingolstadtu v bolnici, prav na oddelku za mrtvorojene otroke oziroma za ženske, ki so iz različnih razlogov morale prekiniti nosečnost ali se je le-ta prekinila s spontanim splavom, se je nekako ugotovilo, da pravzaprav o tem nihče ne govori. In nihče tudi kaj dosti ne piše in da morajo ženske same iti čez vse skupaj, da nimajo neke podpore in da če nimajo doma res izjemno dobre, razumevajoče družine, potlej se to običajno samo potlači in gre naprej in prej ali slej pride na površje v obliki ali depresije, ali posttravmatskega sindroma, ali česarkoli podobnega. V družbi, sploh sodobni, imamo že tako težave z dojemanjem in govorjenjem o smrti, s tem, kaj reči ljudem, ki žalujejo, ki so koga izgubili. Ta pojem, se pravi izguba otroka, za katerega se niti ne ve, ki ga ne dojemajo, družba nekako ne daje pravice, da je to sploh neka izguba. Kako ste potem, ko ste razmišljali o tem, kako bi družbi spremenili to dojemanje, da je to v bistvu izjemna izguba, največja bolečina, ki jo ženska lahko pravzaprav doživi? Jaz mislim, da prvi korak k temu je, da o tem govorimo. Da dejansko spodbudimo ženske, ki so v tem procesu, da imajo pravico, ne vem, jokati, govoriti, deliti vse te stvari, da se tudi družba na nek način morda malo odpre in postane za spoznanje bolj empatična in da vsi skupaj dojamemo, da to dejansko je izguba, navkljub temu, da morda
ta otrok ali ta dotični umrli seveda še ni potreboval, ne vem, rojstnodnevne torte ali česarkoli drugega, mama, pa tudi oče, včasih pa cela družina se je na tega nerojenega otroka že začela navezovati. In tu je že bila ljubezen, tu so že bila čustva, tu so že recimo priprave, izjemno velike sanj in pričakovanj, kaj bo, kako bo. In v trenutku spontanega splava ali pa mrtvorojenega otroka se vse te stvari uničijo. Vse te stvari v bistvu umrejo skupaj z njim. In to je težka preizkušnja in je prav, da recimo kot družba nekako to spoznamo in potem tudi sprejmemo. Kako konkretno je bilo vam? Rekli ste, da je izjemno pomembno, kakšna je opora v družinskem krogu, ampak kakšna je bila ta izkušnja v zdravstvenem okolju, v vašem krogu prijateljev? Kaj bi si želeli takrat slišati, kaj ste slišali? Zdaj, kot rečeno, jaz sem živela v tujini in tisti čas je bil tudi najtežji čas korone, tako da ti dve, recimo ta dva razloga sta dodatno vplivala na recimo oteženo žalovanje. Tudi vse skupine za samopomoč ali kakršnekoli stike so prepovedali v Nemčiji v tistem času. In posledično je bilo težko, ker ste v tem trenutku popolnoma sami. Sej ne, da sicer niste sami v takšnih trenutkih, ampak socialna mreža recimo lahko zelo pozitivno ali pa spodbudno vpliva na vse skupaj, vam da neko varnost, nek prostor, v katerem lahko čutite, kar pač čutite. In jaz sem imela na srečo seveda takrat družino, kjer smo se nekaj ali pa veliko lahko o tem pogovarjali. Zelo veliko so bila na telefonu, sploh v enem obdobju, potem po prvih dneh, ko je prvi šok minil. Tako da na srečo sem imela ljudi, ki so takrat bili pripravljeni poslušati, ali pa ki smo, ne vem, že 13-krat obnovili praktično vsak buden trenutek nosečnosti in ugotovili, ali je bilo kaj narobe narejenega, ali ni bilo narobe narejeno in zakaj se je to zgodilo in zakaj se je prav meni to zgodilo in kako bomo zdaj naprej šli in kaj se bo zdaj dogajalo in bo naslednjič tudi tako. In to so v bistvu vprašanja, ki se cel čas pojavljajo in če nimaš koga, ki bi lahko pomagal vsaj poslušati, je kar težko. Jaz na srečo sem imela in upam, da bodo ali pa da imajo tudi druge ženske podobno podporo, torej in doma, in pri prijateljih, in v skupinah za samopomoč, in ukolikor pač je stvar zelo zapletena tudi pri psihoterapevtih. Knjiga ponuja na nek način tudi kažipot za soočanje s to izgubo. Katere korake bi izpostavili kot ključne za proces žalovanja? Da si dovolimo žalovati. Da si dovolimo čutiti bolečino, da si dovolimo reči, to je bilo pomembno, to ni samo nek skupek celic, to ni samo neka stvar, ki se je zgodila, pa bo čez 14 dni vse v redu. Morda bo. Obstaja pa zelo realna možnost, da ne bo. In gre za vse vaše sanje in pričakovanja in želje, ki so bile v tem, recimo, otroku in ki so v tem trenutku uničene. In mislim, da prvi korak pri vsem skupaj je to, da si dovolimo reči, težko je. In potem naslednji korak bi bil, da rečemo, rabim pomoč. Želim nekoga ob sebi, če pač seveda to želite, potrebujem nekoga, ki me bo poslušal, nekdo naj namesto mene skuha kosilo ali pospravi ali karkoli že, da jaz lahko, če to potrebujem, ležim v postelji 3 dni in delam nič. Pač karkoli že nekdo potrebuje, je fino, da to obesedni in da ima neko podporno skupino, neke ljudi, ki mu to omogočijo. Ampak tisto, kar je pa bistveno, prvi korak pri vsem skupaj je pa dejstvo, je pa to, da sami rečemo, težko je, boli me, ni fair, da se mi je to zgodilo in da pač potem počasi vse skupaj sprejmemo. Tudi s tako knjigo je lažje, ker je to zapisano in ko človek to prebere, mu je bližje. Se vam zdi, da se v našem zdravstvenem sistemu, pač tudi širše,
kažejo kakšni premiki k boljšemu razumevanju in podpori ženskam, ki doživijo spontani splav? Tu imam jaz malo težavo, ker poznam samo nemški zdravstveni sistem. Ampak glede na to, kaj piše v novem zakonu o pokopališki dejavnosti in da se da praktično pri vseh pokopališčih, ki so blizu ali pa v mestih, kjer so porodnišnice, opaziti oziroma so tudi grobovi za nerojene otroke, verjamem, da se vse skupaj zares spreminja. Mislim, da se spreminja z pričanji žensk, z objavljanjem zgodb, z recimo dejavnostjo hospica, z vsemi temi stvarmi. In sem zelo vesela, da se to dejansko dogaja, ker je do neke mere to tabu v naši družbi. Zdaj ne mislim samo v slovenski, to je tabu v evropski kulturi nasplošno. Gospa Tatjana Zorko, kako se po spontanem splavu spremeni žensko srce? Nekaj sem zasledila vaše besede, da je srce ne le organ, ki neutrudno bije, temveč tudi sedež naših čustev, spominov in doživljanja ljubezni. Torej, kako se po splavu spremeni žensko srce, tako fizično kot čustveno? To je pa vprašanje po moje za $1 milijon, ne? Ja. Kako se spremeni? Jaz mislim, da prav v nobeni knjigi se to ne da prebrati. Se pa da razbrati iz posameznih zgodb. Zato je meni v tej knjigi Nemo žalovanje najbolj dragocena tvoja zgodba. V tej zgodbi ne se vidi, da ob vsaki izgubi, ne samo ob tej hudi izgubi, v bistvu nam poči srce. Jaz sem sicer videla veliko žensk v življenju, ki jim je iz najrazličnejših razlogov dejansko počlo srce. To je sicer neko stanje, ki je obnovljivo, ampak zahteva zelo veliko pomoči, zelo veliko poguma živeti naprej. Zato sem jaz v Andrejini zgodbi, če bi ta knjiga imela samo to zgodbo, bi bila nad vse dragocena. Ker zgodbe nas nekako zdravijo in ko jaz lahko slišim ali pa preberem zgodbo neke ženske, ki je počlo srce in kako je ona potem v nekem procesu žalovanja okrevala, potem jaz si lahko rečem, ni se zgodilo samo meni. In potem lahko iščem načine, kako poiskati pomoč, ker bistveno je, da srce se ne more zaceliti samo. Srce je tudi sedež odnosov, ki jih imamo z ljudmi in poiskati ljudi in dovoliti, da ti ljudje poiščejo nas, to je res obojestranski proces, je bistveno. Pri tem seveda so pomembni vsi ljudje, ki so sočutni, ki so čuteči, ki ne pridejo z nekim kamionom in na tvoje dvorišče vsujejo ves gradbeni material, ki ti naj bi pomagal ponovno zaceliti srce, ampak ljudje, ki preprosto rečejo, glej, tukaj sem, a ti lahko skuham kosilo, a lahko naredim nekaj malega zate, ker nekaj malega je dovolj. In tukaj pričakovati od nekega sistema, od neke zdravstvene službe, od nekih politikov, da nam bojo pri tem pomagali, je prav odveč. Tukaj je treba v teh majhnih skupnostih, ki jih je dobro soustvarjati, še predno nam poči srce zaradi katerega koli razloga, je lepo imeti svoje mesto. Jaz sem tako vesela, ker sem Andrejo spoznala med usposabljanjem za hospic prostovoljko in zdaj gledam pred sabo vse te moje hospic sestre in brate in se prav dobro počutim. Tako da jaz sem zelo optimistična, kar se tiče celjenja srca po nekih takih hudih dogodkih, ki nam jih življenje prinese.
Sicer pa tudi žalovanje je proces, ki ima vpliv na zdravje, tako ali drugače, na naše telo, še posebej, če je potlačeno. Tako kot je prej Andreja rekla, to so stvari, za katere se nekako pričakuje, da jih potlačimo, da na nje pozabimo, da nikogar ne utrujamo s tem. Ampak to lahko ima prav uničujoč vpliv na zdravje, mar ne? Ja. Jaz mislim, da je žalovanje pravzaprav zdravljenje. A ne? Zdravljenje vsake bolezni, vsake izgube, tudi bolezen je izguba zdravja, recimo, nam mora omogočiti žalovanje. A ne? In to je res proces, to ni dogodek. Ne? Za nekatere to traja 3 mesece, za nekatere 1 leto, za nekatere 10 let, za nekatere pa celo življenje. In to je treba spoštovati. Ne? Tu smo res drugačni in če nekdo ne more odžalovati neke hude izgube v svojem življenju, ni zaradi tega slab, ni zaradi tega za odpis. A ne? Vsakega posameznika, to bo Tamara povedala, ne, je treba spremljati v njegovem procesu tako dolgo, kot ga rabi. A ne? In če pometa pod preprogo, pač pometa pod preprogo, to je pač edino, kar je možno. A ne? V tej naši somatski medicini imamo velikokrat ljudi, ne, ki imajo neko kronično bolezen, pa niso pripravljeni ali pa niso zmožni nič narediti, da bi se več gibali, bolj zdravo prehranjevali, ne kadili. In tudi to je treba spoštovati. Ne? Na tej poti zmorejo samo to. Prej ste omenili, da težko je pričakovati nekaj od širšega sistema ali pa od nekoga od zunaj. Na koncu pridemo do tega, da prvi korak mora človek narediti sam. Kaj v prvi vrsti svetujete ženskam, ki se znajdejo v tej stiski, v teh težavah, da spet odprejo svoje srce ljubezni, toplim, svetlim občutkom? Ja, predvsem, da ne ostanejo fizično same. A ne? Jaz mislim, da ta fizična bližina je takoj po takem dogodku najvažnejša. Sem bila tako ganjena, ko sem brala v tej tvoji, Andreja, zgodbi, kako je ta pastor, ne, ki kao ni imel nič za delati, ker je bila korona, ne, je tam bil s tabo, a ne, bil je s tabo. In ti si govorila in on je molil. Mislim, kakšna, a ne? In ja, ne, takrat, kadar se znajdemo v tem, ne ostati sami, magari ležimo v posli, pa depresiramo, pa smo pokriti z odejo čez glavo, ampak nekdo naj bo tam, a ne? Kdorkoli, ampak nekdo, ki zmore biti tam, tudi brez besed, brez dejanj. In recimo jaz vsakemu, ki je zelo bolan, strogo naročim, da naj ne hodi k zdravniku sam. Ne? Ampak naj vzame nekoga zraven, ki bo poslušal v njegovem imenu, ki bo razumel v njegovem imenu in ki bo tam preprosto za njega. A ne? To se pravi, ne biti sam, potem pa delati majhne korake, ker šele ko narediš en korak, se ti odpre drug. A ne? Ni treba vedeti, kako bom jaz z tem, kar je danes, čez 1 mesec. Kako bo pa danes večer, je pa fajn, da vem, a ne? Majhni koraki in vsak šteje. Menda obstaja celo povezava med dolgotrajno žalostjo in čisto konkretnimi boleznimi srca in ožilja. Kako bi lahko zdravniki bolje spoznali pa naslovili te telesne posledice duševne bolečine, ki se zgodijo v takih primerih? Ja. Jaz mislim, da duševna bolečina je itak glavni srčno-žilni dejavnik tveganja, ne? Sladkorna bolezen, kajenje in to, ja, to je vse pomembno, ne? Ampak ta žalost, ta duševna bolečina, ta občutek, ne, da je življenje res nekaj, kar presega tvoje moči,
in v čemer ni nič veselja, ker nasproti žalosti je veselje. A ne? In se spomnim, ko sem se začela ukvarjati z rehabilitacijo srčno-žilnih bolnikov, smo ljudi razdelili na tip A in tip B. Tip A se ni znal veseliti in zato so mu svetovali recimo kužka ali pa mucko, ne, domačo žival, s pomočjo katerega bo razvil to veselje. To se pravi, veselje je edino zdravilo, ki zaceli srce in ki je najboljša preventiva, pa ne samo pred boleznimi srca in ožilja, pred vsemi boleznimi. Ne? In za veselje je vedno znova čas, ne? Je čas vsak dan, tako kot ste rekli, gospa ima danes rojstni dan, vsak dan je rojstni dan, a ne? Vsak dan, vsak trenutek se nekako na novo lahko rodimo in osmislimo svoje življenje. In zdravstveni delavci bi bilo fajn, da bi imeli dovolj časa, no, da bi slišali zgodbo vsakega posameznika, a ne, in potem v tej zgodbi dodali kakšen majhen kamenček, a ne, kakšno zdravilce. Hvala lepa. Danes bi morala biti z nami urednica Barbara Žnidaršič, ki je žal zbolela in je z nami nadaleč, tako da vas vse lepo pozdravljam. Gospa Tamara Zemljič-Radovič, v trenutkih izgube je ključnega pomena, da ženska in njena družina dobijo prostor za izražanje čustev, to, kar smo zdaj že slišali, da imajo podporo, ki jo potrebujejo. Proces žalovanja je za vsakogar unikatna pot, specifična izkušnja. Kakšne oblike podpore v tem procesu žalovanja so na voljo pri nas? Ko sva se z Andrejo prvič slišali in videli, sem dejansko dobila potrditev, da spregledano žalovanje po splavu oziroma prenatalni smrti ni samo pri nas v Sloveniji. Nismo samo v Sloveniji tisti, ki velikokrat vsa ta žalovanja potisnemo na stran, jih spregledamo, ampak da se to dogaja dejansko po celi Evropi, kot je Andreja že povedala. In ne, da sem ob tem občutila olajšanje, ampak vseeno je bilo nekako lažje slišati, da nismo edini v tej družbi, ki se izmikamo vsem težkim občutkom in čustvom, ki jih seboj prinaša proces žalovanja po izgubi. Ne glede na to, kakšna je naša, je najtežja. Ali je to zaradi smrti, ali je to zaradi izgube službe, ločitve, selitve. Naša je in najbolj boli. In v vseh teh izgubah nujno potrebujemo nekoga, ki nam bo ponudil ramo, ki nam bo dal prostor, da se lahko o tem pogovarjamo. In v Sloveniji, torej v Slovenskem društvu Hospic, ponujamo individualno podporo v procesu žalovanja, kakor tudi skupinsko in vikend skupine za specifične izgube. Prej smo slišali, gospod Zorko, da vsaka izguba terja neko žalovanje, neko pot izpuščanja, odpuščanja. Kako se ta proces žalovanja razlikuje od drugih vrst izgube, kadar gre za spontani splav? Jaz ne bi rekla, da se razlikuje. Razlikujemo se mi. Torej, vsak od nas žaluje na svoj specifičen način, individualno. Tako kot smo zasnovani, tako kot smo bili vzgojeni, tako kot smo videli v družbi in tako kot smo se naučili. In tako kot izražamo in znamo izražati svojo žalost, jo lahko izražamo tudi takrat, ko doživimo izgubo. In jaz bi rekla, proces žalovanja je res individualen in ne bi ga želela ločevati, kateri je težji in kateri ne. Kako se pa obnesejo te različne izgube v recimo skupinski terapiji, kadar se znajdejo ljudje z različnimi izkušnjami? Zdaj v našem društvu se trudimo, da oblikujemo in snujemo skupine glede na izgubo. Namreč, če pomešamo med seboj različne izgube v skupini, se kaj hitro lahko zgodi, da se začnejo izgube meriti. Čigava žalost je težja. In jaz, tako kot sem rekla, za vsakega je njegova najtežja. In če bi dali v skupino skupaj med vdove in vdovce ali nekoga, ki se je izgubil starša, mamico, ki je izgubila otroka, ali je to bil otrok, ki je imel že ime, ali je to bil otrok, ki še imena ni dobil, čeprav je prav, da ga ima tudi tisti, bi takoj ta mamica imela večji prostor.
Ko se srečujete s temi ženskami, kakšne so tiste najbolj pogoste stiske, ki jih doživljajo? Spregledanost. Spregledanost, odrinjenost, občutek odvečnosti in predvsem neprimerno pristopanje z stavki, kot je "Saj sta še mlada, bosta še imela", "Morda je bilo tako bolje", "Lej, se to še ni bil otrok", da ne govorim še o kakih težjih besedah, stavkih, ki jih v bistvu izrečemo iz lastne stiske, ker se ne znajdemo, ker ne vemo, kaj bi naredili. Je pa v bistvu popolnoma dovolj, da pristopimo, človeku pogledamo v oči, ga vprašamo, kako mu gre, ne kako si in ali potrebuješ pomoč ali pa samo tukaj sem. Kakšno spremembo lahko naredi v tem procesu strokovna terapevtska podpora? Največkrat rabimo samo poslušalca. Je pa res, da se pri vseh za nas težkih izgubah odprejo vse pretekle, nepredelane travme, manjše in večje izgube, privrejo na dan, ker so tam čakali na trenutek, da se bo to zgodilo. In rabijo biti slišane, zaznane in predelane. Šele takrat lahko gremo na tole zadnjo, ki se nam je zgodila zdaj in ta trenutek. Pogovarjali smo se že o spremembah v družbi. Kako pomembno je to, kar je prej Andreja omenila, da lahko se starši poslovijo, da imajo grob, da otroka poimenujejo. Ta prisluh družbe v tem smislu, kako pomemben je pri tej poti žalovanja? V procesu žalovanja so obredi zelo pomembni in poslovitev je temeljni obred, ko mi lahko zaključimo neko pot z obeleženjem, z spominom. Namreč žalujemo celo življenje, ostane tam rana. Vsaki dan nas lahko nekaj malega spomni na to. In vsi ti obredi niso samo pogreb in poslovitev, ampak so tudi spominjanje, ogled fotografij ali nekih drugih, obisk nekih krajev, kjer smo se imeli lepo. In ja, zelo pomembno je, da imamo možnost in da imajo ti starši možnost vse posloviti dostojno od svojega nerojenega otroka. Kaj bi v bistvu svetovali ženskam, ki se soočajo s to izgubo, poiskati pomoč? Mnoge to poskušajo predelati same. Verjetno je zelo dobro poiskati nekoga, ki je imel podobno izkušnjo kot. Seveda, pomembno je, da slišimo tudi druge, da dojamemo oziroma vidimo, da nismo sami, da nismo edini, ki se nam je to zgodilo. Zato predvsem govoriti, se oglasiti in poiskati nekoga takrat, ko je najbolj težko in ko se ti zdi, da več ne zmoreš sam naprej. Hvala lepa. Spoštovano občinstvo, če kakšno vprašanje, povabljeni k razmisleku, besedi. Sicer pa, Andreja, kot bodoča logoterapevtka, logoterapija govori o tem, da trpljenje obrnemo za nekaj dobrega. Tako kot rečejo, da iz slabega naredimo nekaj, kar bo ljudem in nam obrnilo svet na bolje. Kje vidite svojo nišo v prihodnje? No, jaz sem tudi skavtinja in tam imamo pravilo, da v vsaki stvari je vsaj 10% dobrega. Zdaj v spontanem splavu ali pa v smrti otroka, sploh prenatalnem, ali kakršnikoli smrti, običajno ni nič dobrega. Ampak lahko pa najdemo nek smisel, neko stvar, s katero vse skupaj naredimo, recimo, ne ravno lepo, ampak damo neko vrednost temu trpljenju ali pa smrti kot taki. In jaz vidim smisel teh svojih 2 otrok, ki sta pokopana v Berlinu, prav v tej knjigi in v tem našem trenutnem druženju in v vseh ostalih pogovorih, ki bodo temu sledili. Torej vidim smisel
tih dveh otrok v tem, da bomo morda kot družba postali za spoznanje bolj odprti, da bomo prepoznali tudi to žalost kot primerno, kot takšno, za katero lahko, oziroma takšno izgubo kot takšno, za katero lahko žalujemo. In mislim, da je to bilo njuno poslanstvo na tem svetu, očitno, in sem v bistvu vesela, da sem našla to pot tako za njuju, kot tudi zase. In za vse, ki bodo morda dobile nekaj lepega ali pa dobrega. Zdaj ne samo ženske, tudi moški seveda žalujejo, tudi širša družina žaluje. In ko bomo začeli morda stopati po tej poti odpiranja te teme, verjamem, da nam bo za spoznanje lažje. Torej bi bilo dobro, da to knjigo preberejo ne samo ženske s to izkušnjo, ampak verjetno vsi v krogu ljudi, ki se s tem soočajo preko njih. No, lahko tudi vsi, ker prej ali slej bomo naleteli na nekoga, ki ima to izkušnjo, ki je del te izkušnje na kakršenkoli način že. Poleg tega so tu zadaj tudi čist praktična navodila, kako je lažje morda v procesu žalovanja, kaj takrat včasih potrebujemo. In pa, to je pa zahvala moji sestri, ker je posebej rekla, a lahko dodamo poglavje, kaj se takrat reče, kaj se takrat naredi. Mi iz lastne stiske včasih ne vemo, kako bi reagirali in potlej dajemo dokaj neprimerne izjave, ki samo razbolijo že itak zelo, zelo hudo rano. In mislim, da ima zadaj tudi nekaj čist splošnih, ne ravno navodil, ampak priporočil, kaj naredimo v tistih trenutkih, ko nekdo žaluje. Zelo sem hvaležen Andreji, da je obesedila to svojo zgodbo in tudi to večino žen, ki so izgubile otroka po spontanem splavu. Sam sem duhovnik in pred kakimi 20 leti je moja sestra in pa še več rodila mrtvega otroka, ki je umrl po 5 mesecih. In nisem vedel, kako pristopiti. Čeprav mi je rekla, da je bilo to nekaj najhujšega v njenem življenju, že imela prej en spontan splav tudi, ampak po 1 mesecu. Ampak nisem vedel, nas niso nič poučili, nič niso o tem govorili, na teološki fakulteti pa tudi drugače v družbi. In se mi je zelo hvaležen tudi to, da je to zdaj obesedila, da je to pokazala tudi pot. Drugo pa, prej ste, gospa zdravnica, Tatjana, ste omenili, kako je zdravilno veselje, tudi v tej žalosti. Zelo nam je nagovorila misel Shakespearea, ki pravi, bolečina, ki ni izgovorjena, močno šepeče srcu, da ga zlomi, da se naj zlomi. In da je zelo pomembno prav to, ko ste bilo podarjeno, izraziti bolečino, jo dati ven. In drugo pa, ali bi lahko rekli tudi, če nismo pretočni za žalost, da izrazimo to bolečino, ki jo čutimo in doživljamo, ko nekoga izgubimo, tako pač mati otroka, kot tudi druge izgube, ali ne s tem zapremo pravzaprav tudi svoje srce, da bi bili pretočni za veselje. Kajti, če za eno čustvo zakrknemo, zapremo, potem tudi za druga čustva ni mesta, tudi za veselje. In da tudi veselje, se mi zdi, da večkrat prav vzrok, da pišejo take žene, pa tudi drugi žalujoči, tudi kot je dnevnih hvaležnosti, da vidijo vsaj eno stvar v dnevu, za kar so lahko hvaležni, kajti hvaležnost potem prebudi tudi veselje in nekje odpira tudi to možnost, da se veseli kljub stiski, bolečine in žalosti. Kako ste to lepo povedali. Hvala. Nisem še prebrala Andreja, ampak bi vsaki
oziroma ne vsaki, vsakemu, ki ob taki zgodbi, ki jo doživi, se upa izpostaviti, v bistvu vsa tista naša najbolj ranljiva čustva izlit in jih s tem deliti z drugim. Rekla sem mu res globok poklon pa čestitke, ker vsi se mi zdi v današnji družbi smo naredili tako, da moramo biti nekako močni, pogumni, lepi in sploh sami superlativi, a ne? In da se nekdo pogumi in svojo tako težko zgodbo izlije na papir, res vse pohvale. Ko mi čakam, da preberem. Hvala lepa tudi za te odzive. Mogoče še zaključna misel za vsako od vas. Zdaj, glede na to, da knjiga je že nekaj časa zunaj, da so že prvi odzivi, kako jo pospremite, kako jo priporočite naprej, kaj je tisto, kar je najbolj dragoceno pri tej knjigi, s katerimi besedami bi jo poslali v svet. Gospa Tatjana, mogoče kar vi. Ja, jaz bi jo poslala v svet z delčkom te tako ganljivo opisane zgodbe, da bom tebi, Martina, še večji apetit naredila. Piše, nič mi ni bilo jasno, razen tega, da se je zgodilo nekaj zelo čudnega in da očitno ne potrebujemo avtosedeža niti brezglutenske, brezmlečne nadomestne formule. Nič, ker v sebi nosim mrtvega otroka. Mrtvega otroka. Že nekaj časa. To ni vnet slepič ali boleč zob, ki se odstrani, pa je vse v redu. To je otrok, s katerim si vzpostavil stik. Mladič, za katerega si v vsakem trenutku vedel, kako velik je že in kaj se mu razvija tiste dni. Dete, za katerega smo povedali že praktično vsem. Otrok, ki je že imel krajši izbor potencialnih imen. Človeček, ki je poznal bitje mojega srca od znotraj. Se strinjate, a ne? Kako ganljiva zgodba, res. Hvala, Tatjana. Me je kar spomnilo na eno prvo srečanje spet z Andrejo. Zelo vesela sem bila, ko se je Andreja obrnila name z željo po pisanju svoje zgodbe, z željo, da o tem spregovori na glas, da izrazi svojo bolečino. Ker velikokrat se spotaknemo pri podpori samo takrat, kadar gre za smrt. Smrt, ki jo lahko ubesedimo z besedo kot je, ker je nekdo živel. V teh primerih pa nas prevečkrat zmanjka. Jaz bi knjigi dala na pot, da jo prebere vsak, ki se dnevno srečuje s človekom. Težko je, to je vseeno recimo knjiga, ki je zelo osebna in seveda sem vesela, da gre v svet, da jo lahko preberejo. Zame je bilo precej katarzično jo tudi pisati. Moram reči, da me je tudi malo strah, ker zdaj v tem trenutku lahko kdorkoli recimo razume ali pa dobi nek uvid v ene najbolj intimnih dogajanj ali pa trenutkov mojega življenja. Tako da, ampak, če je to poslanstvo dveh otrok, ki sta pokopana v Berlinu, potem sem zelo hvaležna in zelo vesela in tudi ponosna, da vas je v tem trenutku toliko tukaj in da si lahko skupaj ne samo delimo to zgodbo, ampak dejansko govorimo o smrti, o izgubah, o stvarih, ki so del življenja, pa smo jih nekako potlačili, pa se delamo, da smo samo večino časa lepi in močni in da zmoremo vse. Včasih tudi ne. Drage moje gostje, mislim, da je to eden tistih trenutkov, ko tišina pove več kot besede.
in to, da smo skupaj, da smo drug ob drugem in da se podpiramo tudi v takih zgodbah. Izguba, o kateri govori knjiga Nemo žalovanje, je pogosto nevidna, a njena bolečina globoko zareže v srce. Zato je pomembno, da o njej spregovorimo, iskreno, sočutno in brez strahu. Vsaka izkušnja žalovanja je edinstvena, a nobena ne bi smela ostati osamljena. Knjiga odpira prostor za razumevanje in podporo, hkrati pa prinaša upanje, da se lahko iz razpok bolečine sčasoma izriše nova moč, podobno kot pri filozofiji Kintsugi. S tem sporočilom zaključujemo današnjo matinejo z mislijo, da nismo sami in da tudi iz najgloblje izgube lahko zraste nekaj dragocenega. Spoštovani, spoštovane, hvala lepa za vaš obisk, za vašo pozornost. Vam, cenjeni gostje, pa najlepša hvala za današnji pogovor. Naj vas za konec še povabim jutri v Finžgarjevi galeriji v Ljubljani. Predstavljamo ob 8. zvečer znanstveno monografijo o Francu Saleškem v Finžgarju. Naslednji ponedeljek govorimo spet o eni pomembni in težki temi o knjigi Nenačrtovano. To je ameriška avtorica, ki je bila nekoč direktorica klinike za splave, potem pa je enkrat bila prisotna pri tej izkušnji in odkorakala tisti trenutek iz klinike in se pridružila koaliciji za življenje. Podobna tema, pa vendar čisto drugačna. Lepo povabljeni, da nas spremljate in ostanete z nami. Hvala lepa za danes. Čeprav načrtovano ali ne načrtovano, ampak da so take teme padle v ta predvelikonočni postni čas. Gospa Metka Klevišar bi rekla, da tudi smrt je del življenja in gospod Jože Ramovš zagotovo pred vsako osebno zgodbo, ki je sveta zgodba, lahko res samo umolknemo. Tako da res velik poklon najprej tebi, Andreja, vsem tistim, ki v družbo prinašate in ste pripravljeni odpreti svoje srce, svoje življenja, svoje zgodbe za to, da nam je potem vsem skupaj lažje in lepše. Najlepša hvala pa tudi za zaupanje Prvi slovenski založbi. To, da se zbiramo pravzaprav o knjigah, da so to zgodbe, ki so zapisane v knjigi in bodo ravno zato ostale zavedno, je nekaj nadvse dragocenega, ne samo za osebno zgodbo, ne samo za to temo, ampak pravzaprav za narod kot celoto. Kaj je tisto, kar pišemo, kaj je tisto, kar beremo, kaj je tisto, kar bo za nami ostalo. In ko so to take teme in taki plemeniti nameni, mislim, da smo lahko vsi na to zgodbo, na to druženje, na to, kar nas povezuje, ponosni. Tako da hvala tudi vsem vam, ker ostajate zvesti knjigi. Andreja, tebi pa tudi pri tvojem delu in poslanstvu, ki mislim, da se s tem bolj kot ne šele dobro začenja. Vse dobro na tej poti.